Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 125. epizoda Apparatusa, s kateri sem govoril z Matejem Dečekom, ki riše, med drugim tudi s pižamo, delata en strip, Snofijeva druščina. Tako so se malo pogovarjali, kako je risati, pa na koncu tudi kako je s pižamcem delati, ker imamo oba te izkušnje. Naprej začnemo, pa še enkrat ful hvala za vso podporo, ki jo daste, če greste na apparatus.si/podpri oziroma na /salca. Res vsak evro prav pride, brez tega Apparatusa pač ne bi bilo, da je iber hvala, če pa to boste naredili pa tudi. Sicer so pa na mreži Apparatus, se pravi na Apparatus.si tudi drugi podcasti, jih pojte pogledati, če jih še niste, lahko daste tudi oceno v iTunesih, to pomaga, da tako še kdo najde tale podcast, sicer pa je več ali manj to, tako da to je bil ta intro, zdaj pa Matej, to upam, da se uslišal, ker se praskaš. Ne. Ja, ko sem začel snijati, sam povem. Moje prvo vprašanje, ki je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? Jaz sem Matej Dečeko, striper, ilustrator. To je to. Nič kaj. Nesojen prevajalec. Nesojen prevajalec. Ja. To už pa povedal. Dej prvo razlož priimek. Ker veš, da zdaj so eni ljudje to dol potegnili, ne? Videlo, nov Apparatus. In potem so videli Matej in neke konzonante skupaj. Tako da, kaj s tem priimkom? Ja, nisem čist še raziskal tega, jaz to nekako za penzijo. Fakaš me odsaj. Ja. Čeprav zdaj moja mami v penziji, pa bi nekako upam, da bo to zagrabila. Za časa Avstro-Ogrske so se predniki preselili iz nekje okolice Vidma, nekam v okolico Krškega in od tam pa potem v srednjo Slovenijo, nekam okoli Janč, se pravi Trebeljevo, to je neko selo tam. Mi smo se pa pol v Zalogu znajdli, to je pa tako, v bistvu še zmeraj ista lokacija, pa ja. In bi dejansko preživel ta prijem. Ja. Res zgleda tako, res zgleda iber italijanski. Ja, tako, ne znaš prebrati, ja. ne vem, še na makaronih je gor, tako, ne vem. Ja, ne, ampak to se mi je ful dobro, ker jaz tebe itak valjda prek pižamca spoznal, ne. Tako, ja, Dečeko, pa jaz ne vem, kdo je to, stari. Videl sem pa že... Ampak sem lačen zelo rad, ker sem to slišal. Ne, ampak videl sem pa že, ja, veš, prijem stokata, ne, prej, ja, veš. Ono zmeramo enemu Dečeko, da pa to je ta človek, sem mislil prvo, da je nickname, potem šele to nekako povezal za res, ne. Zdaj, ti že spet rišeš, ne, na vsake dokcajta povabim ljudi, ki rišete in potem imam vedno eno klasično vprašanje, ne, ki ga bom seveda tudi tebe vprašal, ali si vedno znal risati, kar pomeni, da ko si bil star 4 tedne in si že ilustriral in risal in to. Ja, mislim, po moje vsi otroci tako znajo, a ne risati, pač, mislim, ne sekirajo se toliko, potem nekaj krecajo in jim sem žur. Meni se zdi, da pač zaradi karakterja sem bil bolj tak meren, pa tih, pa to, pa sem se bolj malo introverten, pač pa sem se s tem malo bolj zezal, mogoče kakšni drugi, ki so šli, ne vem, razbijati si buče nekam, ali pa kaj. Zanč je bila ena razstava, ki smo jo naredili v mestni hiši, smo mogli najti najstarejšo slikco svojo, ne, narisano, in sem najdel tam 3 leta star sem bil, pa je bila že neka hiška, čist postran. Mogoče tudi palček, ne vemo, ampak to je tudi tako neki. Neki je bilo zraven hiške. Ja. Ali je bila pa še ena hiška, sem ni tako zgledala. Hiška zgleda ka palček. Pa sem pa, ne vem, še vedno sem bil bolj tak introverten še v osnovni šoli. To zmer pravim pol. Pa je tudi res v bistvu, da imaš mislim, imaš dosti pozitivnih stvari iz tega, da znaš malo kaj narisati, ali narediš vtis na bejbe, ali te pa tudi oni, ki vse prebutajo, tisti malo primer pustijo. Ja, kao ta narisati. Tako ja, pa še žur je bilo, tako da vse je ful dobro, dajmo to naprej še. Ja, to vam je to zgodbo iz osnovne, ker imam enega sošolca sem imel, ki je znal risati, ne, pa na eni točki vsem bobre narisal. Ja. Tako, to je... Takrat si je full plus pik kupil, tudi prvni, ki so tepali ljudi. Ne? Jaz sem bil tudi bolj za veverce. En drug je bil pa za tanke. Ne, ampak kaj tako, iskreno zanima, tako, a že je ta veselje že full zgodaj prišel, tako, resmo, ena osnovna šola ali pa neki, ali pa da si dojel, da znam neki več, ki stick figure, pa... Po moje sem prvič dojel... Mislim, ful sem stripov bral, ful sem zbral Mikejev zabavnike pa Mustra. Po mojem sem prvič dojel, ko sem tako prerisal te Miki Miške in to in je bil kar tako believable, je bil kar ja, okej.
Zgleda, ne vem, mislim, se tudi slučajno ni zgledal. Sam feeling sem imel tako, pa se ni tako težko ta stvar, kaj neki, ne vem. Zgleda, da, mislim, drugi niso tega počeli, oziroma jim bilo tako ful težje to. Pa sem rekel, mogoče je neki. To tudi mene ful zanima, ker zdaj sem vas imel že parkle, pa vsi nekako rečejo, pa na eni točki jaz sem prerisoval pa to. Jaz to sploh pomislil nisem, saj jaz nimam v glavi, da bi kdaj rekel, jaz tudi ne znam risati, ampak to je druga zgodba, ali pa mogoče ista, ne vem. Ampak jaz sem koli izmed tega vzgiba. A veš, vi pa vsi nekako na eni točki reče, valjda, pa sem prerisoval, kada to kao vsi delamo, ne. Se ful zdaj po mojem vsi poslušajo, pa tako, jaz sem tudi, pa sem jaz edini, ne, jaz sem tudi dvomam. Ampak tako, mislim, zakaj se sploh tega lotaš? Mislim, zakaj ti je žurt prerisovati, to bi rad razumel. Nimam pojma, mogoče je stvar ful globlja, ne, mogoče je kakšna, ne samo zavest, pa se hočeš dokazati, ali pa kaj, pa mogoče eni imajo večjo potrebo potem, eni ne, kaj se vem. Mislim, jaz vem, da je mene to zmeri gnal, da sem se hotel dokazati, bolj sam sebi, no, pa tudi pol, da sem, ne vem, malo zafrajaril lahko pred kakšno publiko, ne. Tako da, kaj sem jaz narisal. Ja, tako, a tole, 5 minut. Kako si pa pol, prej, ko si rekel, ne, to se moramo obesne, da za prevajalca, ne, kako je šla pol ta šolska pot? V bistvu sem, že v osnovni šoli sem mislil iti na oblikovno, ampak takrat sem nekako sem bil že toliko paranoičen glede prihodnosti, ne vem, mogoče sem me starši ne psihirali, ampak tako sem rekel, to je crazy, da si že poklic zbereš pred 12-13, to ni šans, to ne morem jaz. Jaz nimam pojma, sploh pa, če si petkar bil v osnovni šoli, pol greš na gimnazijo, ne. Pol se mi je zdel ful norost. Sem se pa pripravljal 2 let pri slikarju za sprejemce, pa nisem šel. A res, ali kaj? Ja, ker mi je bilo tako, kaj bom zdaj, pa sploh ne vem, kaj bom risal, kaj sploh lahko delaš. Sem to imaš prav, ker realno gledam, če oblikovno narediš, ne, to si pol, pa si star v bistvu 18, ki si že kao, ti si pa nekaj naredil, ne. V bistvu, ko je razlika z gimnazijo, je to, da pač enih predmetov nimajo, imajo pa ful več likovne vzgoje, pač vizualnih predmetov, pa umetnosti zgodovine. Pač prideš že z eno štenkco višji, če greš potem nadaljevati na, ne vem, malu, ne, recimo. Jaz vem, da sem po maturi, sem pa vseeno se vrnil pol nazaj, sem rekel, bi šel za dizajnerja mogoče. Pa sem bil tudi tako, nisem bil čist 100%, ker je tisto bilo še bolj crazy, tisto je pa tako, ne vem, zdaj imaš pa konkurenco celo oblikovno, pa 30 mest je, pa tam je ful razredov, ki jih je več kot 30, to ne bom ben skoraj prišel, zdaj pa še jaz zraven silo. Tako se mi je zdelo, da res nimam šans, ampak kaj sem, itak sem nadaljeval tiste pripravljanja še kar tako bolj, sem hodil slikarju še vedno enkrat na teden. Malo risati. Kaj pa tam počneš? Ne reč malo risati. Kaj to počneš? Recimo 1 let smo samo kocko risali. Cel let sam kocko. Jaz ne razumem. Kocko z vseh pogledov sem, da si zadev, kako gre perspektiva, kako grejo linije, da so, kako da grejo dvotočkovna perspektiva in te zadeve. Pač, da narišeš kocko, pa zgleda, kako kocka, ne pa tako tista kubizem. Ne, zasmaja, tako moja kocka zgleda. Ne, a res, a to dejansko pač, en let pretiravaš? Ne, prav 1 let na koncu nam je že kozlalo te kocke, smo bili že čist, pa še kaj drugega tako na svetu, life vse kocka, zakaj to, pa počas smo pa, ne vem, šli na kvadr. Ampak res dejansko pol tako, pač ki tisto dojameš, se kar začne potem kotaliti. Tako da mislim, pa pol, I guess, čez repeticijo, pol z nule že veš, kam bo šel, a ne? Ja, tako res potem, ne vem, 2 potezah je že tako stvar, ki je lahko verjameš. Večina folka bo rekla, ok, to je kocka, pa zgleda neki, zgleda prav, ne vem, zakaj zgleda mi v redu. Sorry, nekaj sem naprej, kaj je bilo pa šolo? Potem sem šel ves naiven tja najprej sem šel na informativen dan in tam prva stvar, ki sem malo posumil, je bil Erič, ki je slaven profesor tam, je imel en tak govor in je rekel, dost mamic pride tle s sinovi pa hčerkami pa reče, naš pa rad riše.
Pa se cela soba smeji in ful tako, ful štos. Jaz pa tako ful resen, tako, kaj pa je narobe zdaj s tem? Tako meni celo ni jasno, jaz ful retrišem, tako, jaz bi, tako, ali pol nisem za sem, ali kaj hoče povedati zdaj? Tako ful mi je bilo weird. Pa sem odletel, a ja pa še tako je, ti moraš tako najprej se uvrstiti na sprejemce, najprej moraš mapo narediti. A ni tako, da sam reče? Ne. Sprejem za sprejemce je ta mapa in potem je že ta izbor, če si skozi to prišel, greš lahko na sprejemce. A ja, jaz sem mislil, da je sam, če se zjaviš, da je valjda, ker sem ne dal vsega gledati. Ne, toliko folka bi bilo. To pa so nisem vedel. In jaz sem celo prišel čez to mapo in pa sem pa tam odletel tako po dolgem, ker je bilo čist crazy težko, mislim, saj meni. Okay. Enega pršiča sem mogel narediti iz lepenke, pa sem na koncu čist, pa tako 2 ure je bilo cajta, da ga narediš. Čisto tako majhno stvar si mogel res, pa sem živce zgubil na koncu, tako čisto selotejpom oblepo in bil tako ena smet. In na koncu sem pa videl, da so ocenjevali tudi čistost izvedbe in sem rekel, to ni šans, da naredim. Ful preveč nervozen. Selotejp je bil tvoj enemy na koncu. Ja, pa folk je bil tam, ki je tako v 4. že probal, pa sem si mislil, kjeri loseri. The fuck. V glavno, ja, pa sem ugotovil, da 4 je čisto normalno, če greš provat. Pa ne vem, folk je, zdaj poznamo ljudi, ki so v 3. recimo, pa nič tazga, ne. Tukaj je malo prostora. Ne? Ja, valjda, ja. To so tudi nekdo že, Stritar to kle govoril, se ne vem. Ja, je isto rekel, ne, da je to ni nič nenavadnega v bistvu, ne. Ja. Zdaj, ampak na eni točki pač pa priješ skozi, ne, veš. Ja, sej, mislim, meni bi bilo super, če bi skozi prišel, sam pač nisem. Je bilo pa tako, da sem imel tak odnos, ne, da... Če ne takoj. Ja, če ni takoj, ne, sej ta drug, pa sem mislil, da imajo neko finto, da se moraš na njihov tečaj prijaviti, ko sem imel neke tečaje, ne, za butaste. In sem se tudi prijavil, fotor je ful naplatil. In tisti tečaj je bil katastrofa in pa niti čez mapo nisem prišel naslednji let, pa sem rekel, ja, klinc pol, ne, pa to ni to, ne, pa še tako je bilo, ne, da ful nisem nič vedel o tem, niti od staršev nisem zvedel o tem, niti kakšnega družinskega prijatelja nismo imeli, ki bi bil v tem, foho ali karkoli. In se mi je zdelo tako, to so že stručko, ti se pa živejo, ne, pa sem pa rekel, klinc, sej, kva pa še obstaja, kva še znam angliško. Ja. Gremo na prevajalstvo. To je ta backup plan, plan B se temu reče. Ta prvo let, ki sem pogrnil, je bila samo še japonologija pa metalurgija. In sem rekel, to dvoje, doma sem rekel, to dvoje je še, nekaj se boš opisal, pa če crkneš. In pa, gremo na japonologijo. Okay. Tako da sem bil pol leta na japonologiji celo. Ja, pol leta, to je nekaj. Ja, sej nekaj bilo je. Prej si rekel, da si pač stripe bral, ne? Kaj to pomeni? V Jugi, ne? A veš? V Jugi, jaz sem ful žrl ta Mikijev zabavnik, tako kot verjetno vsi, mislim večino, in sem se, ne vem, zato, ker je mami pri Foxa bila, a sem se zato že kaj prej brati naučil, ampak pač ja, hitro sem znal brati, mogoče pa lih za stripov, ne vem, kje se je to zgodilo. V glavnem, to sem ful požeral in spomnim se, da na začetku mi je mogel fotor brati te vse medvete, vse, hej Miki, pojdi za njim kapov tresk. In kaj te sfore. Mami se je delala, da ne zna brati in sem ful verjel, tako, mami, kako to ne znaš, in pa je fotor skozi mogel. Pol pa ne vem kako, mislim, da mi je enkrat ata prinesel namest čokolade iz Štecune Miki Mustra. Aha. In sem bil čist mind blown, tako, wow, kaj je to? To je pa noro, v glavnem. Pa sem bil pa skozi na trafiki, pa to so bili že ponatisi, ne, mislim, da. Ja, ampak a si pol kdaj tudi Američane najdel, pa Japonce? A veš, kar se stripov tiče, to meni ful fascinantno, veš, ful enega folka, to si reče, ja, sem pa pol enkrat do Mustra prideš, a ne, pa ni tega nekak preskoka, potem sem začel pa ful anime, ne, in potem sem 17 let anime bral, to mi še Ben ni rekel, pa ne štekam čez, zakaj ne. Ja, kaj se mi zdi, mislim, mogoče ima ful folka anime, pa te mange ima tako malo fazo,
Jaz vem, da sem imel sicer full pozen, tako sem bil že na faksu, ampak to sem samo en serial, sem nabavil pol. Drugač pa, kaj se vem zakaj? Mislim, da pol, ne vem, malo sem še politik in zabavnik. Mislim, vse to je generalni problem s publiko, z mularijo, to je tudi zanj bila ena okrogla miza. Je pa enih 12 ali 13 jih malo spusti, pa nekaj drugega se zgodi, ali začnejo, ne vem, itak je puberteta, pa te začnejo, ne vem, joški, pa brigate. Pri meni, kaj se vem, jaz mislim, da se je potem računalnik zgodil, pa da so bili že malo špili, aktualni, pa ne vem, pa basket sem začel špil, ful enih drugih stvari, ampak krizo sem še zmeri tako malo za ventilno, da sem Ampak to, kar reče, da se računalnik žolo, sploh špili, recimo, ne? Ja. A te je tudi, pol si ti v bistvu si tudi risal zdaj za en špil, do tega itak pol prideva. Ampak to me bolj zanima, veš, a te ta pač vizualen del tudi tam tako privlačil, ali so bili špili kot špili? A si tudi, veš, sklepam, da si bil na te stvari malo bolj pozoren, ali ne? Če znaš risati. Kaj svem, jaz sem itak začel z 64, in tam je bila itak grafika tako. Pač par kvadratkov, sploh tiste špile, ki sem jaz dobil. Čeprav sem imel disketer, ki je bil tako, ne vem, ogromen. Ne vem, če me je toliko, mene je bolj privlačilo to, da nekaj miga, pa ti imaš ti vpliv, pa da nekaj se dogaja. Pač ni tako, da bi sam gledal ka film, ampak da nekaj pritisneš, pa unskočim to. Noro. Pa itak, takrat so bili, takrat je bil ta Super Nintendo je prišel in pri nas doma ni bilo keša in jaz sem bil jezen na start. Ko nimate keša? Pa po moje smo ga imeli, sam ni hotel fotor kupiti. Jaz sem ga malo kasneje dobil, ko je vam prišel, ampak ti si mene uničil. Mene je Super Nintendo zdemoliral. Ja. Zato je meni tehnologija to, tam se je vse začelo. Tako Super Nintendo, jaz sem zelo tak soft spot za Super Nintendo. Ja. In pa za Mario Kart na Super Nintendo, ki je mogoče najboljši špilever. Mogoče. Ampak to je druga debata. Ampak ne, ful te štekam, tam se je nekaj zgodilo, da Nintendo je nekaj prav naredil, jaz ne vem kaj. Ja, tudi pač lepo je izgledal, pač zabavanje, mislim vse, ne vem, dobri so, no. Ja, ne vem, kako se potem, ne vem, kako te zagrab, mislim, kako te potem spusti to stripi, no. Ja, tako se mi zdi, ne vem, Ben še ni, pa sploh vi, kar rišete, jaz sem to zmenil, veš, kako se pripravljam na te pogovore, sem prišel, tako pa ga vprašal, kjer je stripe bral, pa ti pa itak to zigar ful razlagal, tako da mal pazi, a veš. A pa vsazga, ki sem vprašal, ne, pa se to je fair enough, a veš, ampak vsazga, ki sem vprašal, ja, se tako sem, mal muster, to je to. Tako kar nekak se zmeram neham, in ful ni jasno, ker neki ljudje v konzorci valjda hodijo in kupujejo vse te, ali kva. A veš, se valjda v njih Watchmenov nisem sam jaz kupil, ne. Zaradi tega to vprašam. No, ampak glej, kar se čisto risanja tiče, pol, kako smo pol nazaj, tako da rečeš, jaz sem nazaj risal po japonologiji in drugo. V bistvu nikoli nisem nehal, samo da sem risal samo za svojo zabavo. No, kdaj ni bilo samo za svojo zabavo, kdaj tako, da bi rekel... Mislim, da pol kasneje, ko sem že začel freelancati, sem ugotovil za nazaj, kaj je bilo. V bistvu je bil to, kako sem ti rekel prej, je bil ventil, in recimo v srednji šoli, ki je bila cela frustra, z vsem, iz folga vse, je bilo to ful dobrodošlo, tako da sem si malo zrelaksiral, no. In zaradi tega tudi po moje nisem nehal. Tako da, če ne bi bilo stresa v šoli, po moje, da bi kar pustil. Pol pa, ne vem, nikoli nisem zdaj mislil, da bom od tega živel ali pa kaj, še posebej potem v fiaskotu z Alujem. Ampak, ne vem, sem pa tako skozi tistem mislil, ampak bi bilo pa fajn, bi bilo pa ful laga. In pol ne vem, enkrat vem, da sem imel službo v Nuku, sem bil tam kurirček / vrtarček neki. In sem tam, ne vem, sigurno ni baby ali ne vem, kaj sem risal s flukijem en tatu na roko in so to študenti videli in so bili čisto, kako narod, kako dobro. In pa mi je en rekel, to moš ti izkoristiti. Pa tako šel, preden sem ga sploh videl, sploh ne poznal in sem bil tako, to moš ti izkoristiti.
Čisto tako, tisti flash. Ja, to pa je slow motion v filmu. Veš. Ja. Pa še, ne vem, drug moment je bil, pa kam je sestra enkrat rekla tako, pa ne vem, čak na kjeri točki točno. V glavnem, enkrat mi je rekla, da je ti pejt, kar to risati, pa pozab tisti faks, ste kar neki. Pač starejša, pa malo bolj izkušena. Kako si pa pol to izkoristil? Veš, kaj to pomeni, ne? To je bilo pa tako, da v bistvu nekaj sem že imel naročil, tako full na easy, z Pila Plus, takrat, ki še obstajal, sem delal en pasičen strip, ampak to je bilo več ali manj to. Pa ne vem, kako so me najdel, so hoteli pri eni firmi, da jim naredim interfejs za nek slot mašin. Ne. A ja? Ja, in jaz sem bil čist neizkušen in nisem imel pojma, koliko so tarife, koliko ne vem kaj, in sem jim tam večkrat na pol zastonj naredil. Za slot mašin, dejansko za one hand jet. Mislim, ja, točno, ja, to je treba povedati. Jaz sem bil pa skozi nor na grafiko, digitalno grafiko. Recimo, takrat, ko so me že, rabili sem takrat že zdavni s Photoshopom delal. Ja, rabili so pa vektorsk in to sem tudi že malo znal. In sem pač bil za stvar. Limonce in bar in to si naredil. Ali? Ne, bilo je bolj eksotično. Bilo je bilo neki Atlantis, je bil neki enega Neptuna, ribice in tako naprej. To je meni toliko dobro, ker ne vejo več, kva si izmislil. Sploh ni važen, sem pol kasneje ugotovil. Ja, se to, ampak ne, ful mi je dobro, te tematski so mi, v bistvu, to mi je res. Kleopatra. Točno Kleopatra 2. Ja, sorry, ampak to me pa ne, to pa ne bi si, mislim, kjera fajn začetem projekt. Da gre slot mašin grafika delati. Ok, lepa. Ampak takrat, kadarkoli me je kdo poklical, sem bil tako ful. Ja, valjda, tako, mogoče pa zdaj profirat. Mogoče pa zdaj. In pol, sem še nepar grafik naredil. V glavnem, potem je, tam sem pa dobil kontakt, oziroma me je kontaktiral nekdo z te firme, ki je pač že šel, potem že šel z nje, je pa moj zdajšnji agent. Je pa on ugotovil, da bi imel agencijo in jo ustanovil in jaz sem bil en od prvih, če ne prvi mogoče celo, ko sem podpisal. In mi tudi ni bilo čisto jasno, kaj hoče od mene. Sem ga sprašal, kaj je to zdaj izredno, ali kaj se dogaja. In pa smo začeli. No. Pač tako, on je začel, smo naredili portfolio, on je začel hoditi po agencijah, pa kazati, pa se tam frajart in tako. Ne, pa sam dobiš mail. Tole. Ja, tole pridi na sestanke in sem bil čist pav. Da prve par let sem bil čist paranoičen, kadarkoli so bili na sestanku kakšni dizajneri, kar so bili zmeri skoraj. Ker se mi je kar zdelo, tako oni neki znajo, oni so prišli čas spremce in mapo in vse, tako kaj. Ti si pa en šarlatan. Ja, jaz pa tam tako neki fake. Ej, pol leta japonologije, jav. Ja. Ne, pa to je ta imposter sindrom, veš, to imajo američani, kdo pa drug. Ja. Je prav ta izraz, ne, da vsi mislimo, da smo se pretihotapili. Ja, skozi zadnja vrata. Ampak vsi to mislijo, veš, ko ima pa neko drugo travmo. Sej, pol sem kasneje, pol je, počasi je ta paranoja malo skupnela. Ne vem, nekajkrat sem pol imel tudi sestanke, so bili pa tako dizajneri čistko, ilustrator gre tako, mi ne znamo tega narisati, zato smo njega poklicali in sem mislil tako, okej. Ja, ne, itak. In sem tako majčkan na samozavest pol dobil. No. Pa če ta kontrast, nekaj sprej rekel, da sprej bolj za ventil, pa zase riso, pa to, ne. Pa zdaj, kaj moraš za naročnike delati, ne, kar je vedno zabavno v narekovalju. Ja. Ne, ampak ta del me res zanima, no, ker to me prvo sploh taki, ki delate tako za naročnike. Kako se pa s tem spopadil? To, dost frendov, ki dela podobne stvari, ima probleme, s tem, recimo, da jim zavrnejo pa to, ne. Jaz ne vem, jaz nikoli nisem imel, jaz sem se vsake stvari lotil tako, kao, itak ne bo dober. Tako bišel sem poslal in potem tako čakal, ok, kva vse je gre na robe, to mi zelo všeč, to in potem mi samo ena stvar ni bilo všeč, sem bil čist, Spustiš pričakovanja. Ja, tako ful sem bil, pa sploh sem bil pa tako na enem takmu, kar je par let, čisto na začetku sem bil kar na enem takmu hypu, ne vem, sem bil čisto na adrenalinu po moje, ko sem tako, ok, dogaja se, folk mi plačuje za te stvari in sem tako, je bilo čist nerealno. No.
In se mi zdele te popravke, pa te nore želje, se mi zdele tako čist del tega in tako, ja, v redu, vi plačujete, tako, jaz hvala, ker lahko to delam, tako, ker malo tako naumeno. Ne, pa dobro, se mogoče pa najbolj škod noter pas, ne? Ja, nisem čutil zdaj enega blaznega stresa zaradi tega, no. Tako se mi je zdelo, kao, da to moramo skupaj zdaj narediti. Recimo, če sem naročil maskoto, pač oni vejo v njihovih glavah, jaz se probavam približati in potem povejo, ne, ni tako, ampak tako, pa jaz modeliram, dokler ni to in se mi je zdelo tako, ja, to je tak proces, ne. Tako normalno. V bistvu mi je čuden zdaj, če ni nobenih popravkov, tako, kar ful, mi ni normalno. Ja, če greš skozi pač. Tako, ja, kako sem to zadev, ki pač ne berem misli, ne. Ampak ja, eni pač niso zdaj mega zahtevni, no. Ja, ok, to je itak. Pa so tam razlike, no, ampak že to, veš, no, pa to si dobro rekel, ne, da kar imajo oni v glavi, pa se pa probaš ti približati, ne. Ja. Pa si se že nekako navadil, mislim, a obstajajo neki taki vzorci, to me v bistvu ful fascinira, ne. Veš, kad ti ljudje razlagajo, si že videl, tako ta pa znov povedati, kaj hoče. Ja. Ljudje, a veš, ko, nekaj, to se meni zdi tako, se mi zdi, da ta interakcija je meni zmerno fascinantna, ne. Kaj tam pride z vse razdeljen, ampak samo v glavi. Ja. Veš pa, kako znajo to ljudje skomunicirati, a si se ti pa pol, da te to bolj vprašam, no, a ti pol znaš, a veš to, a znaš ti pol iz svoje strani te stvari povedati, tako da jih folk razume, zdaj že, ker že nekaj cajta to delaš. Ali še zmeram improv vsakič? Moram reči, da od začetka, recimo, če je bila kakšna točka, ki ni bilo čisto jasno, a oni niso znali, je bilo tista varianta, bom vedel, kam videl, ampak pol je edina stvar, ki lahko narediš, je, da jih pač rišeš enega za drugim, a ne, recimo možička ali karkoli. Pač upaš, da bo en od teh, ne. In točno to sem delal na začetku, a ne. Zdaj sicer malo manj, mislim, dost manj, ampak na začetku je bilo niso nam všeč oči, ok, A4 list, 20 glav, pa 20 različnih parov oči poslati. Počakamo, kao, da bo prav tako obkrožen ga poslali nazaj. Ampak to sem kol še ni, zdaj vem, no, za nazaj, da se ne izkaže, nisem izkazal za full hour. Ker kaj se zgodi pol s tistimi 20 bučami, grejo okol po celi firmi, pa od vrtarja do... Ja, in potem enemu ni všeč rumena in potem tako, good point, bom sporočila in kaj je zdaj narobe z rumena. Ja, no, ne vem, zakaj se to zgodi, mogoče tudi zato, ker imajo občutek, da morajo malo sodelovati v procesu. Pa... Ja, če daš opcije, se bojo izkoriščene, realno gledane. Ja. Je treba, da glih ta pravo mero, ne. Ja. To je tisto, kar ti hočeš vedeti. Točno to, ja. Se tako je z vsem, se mi zdi, ne. Ja, mislim, če bi tako en idealen scenarij, ki je, da ti že predračun narediš, ne, in rečeš, 3 popravki so, ja, valjda, ja. Oceni in potem mogoče je na uni strani malo bolj, ok, če smo zdaj 2krat smo že popravili, ne, 3krat, enkrat je še, mogoče pa ali bi bilo kaj manj, ne vem, mogoče kakšni bolj izkušeni, no. Na koncu ful mogo tako izostriti predračune, a veš, ko. Ja, tisto, enkrat popravim glavo, enkrat nokco, pa rokce. Pa cel cenik. Škoda, ker ljudje ne vidijo grimase. To razlagaš. To je edini failer podcast, tak je ful dober. Nekaj se, malo se vidi bolečina, veš, v zadnji za očmi. Tako da sem hotel, pa raj povem, veš, da se, če se ne konveja čez glas. Sej. Ampak se pravi, na začetku mi je bilo tako totalno logično, da ne bo nič prav, pa zdaj je pa že tisto, ok, dajmo stvar zaključiti. Ja, zdaj že preveč pametujete. Ja, tako zdaj pa res nima veze toliko. Ne. Kaj pa najraje rišeš? To je zelo široko vprašanje, odgovori ga, koliko misliš, da je prav, ampak kaj najraje rišeš? Ja, definitivno bolj žive stvari, a ne. Čeprav ne, no, tudi zadnje cajte, tudi kaj, nimam ene zadeve. Imam pa najraje, kadar mi pustijo, ko mi dajo nek hint, kaj mora biti narejen, ampak samo hint, samo nek namig, ne. Vse ostalo je pa tako, so pa proste roke. Še posebej, če imam izkušnje z njimi, da so ok, a ne, da izmeri pozitiven feedback, pol, ne. To se mi zdi tako najbolj. Zato, ker jaz tudi potem noter padem. Vem, da nekomu nek problem rešujem, a ne,
ampak hkrati tudi, recimo, kakšen članek, recimo, če ilustriram, malo nadgradim, pa kakšen svoj humor noto pelem, a ne. Pa da je tudi malo zate, pol, ne? Ja, potem je tudi malo sebe daš noter in se vse poklop. Oni so dobili, kar so hoteli, članek je ilustriran, celo humorno in jaz sem še z njim zadovoljen, tako da bi ga dal lahko v portfolio, recimo. Ja. To je, recimo, nekaj tazga imam pri pilu, no. Tako, redko kdaj, da so ful nezadovoljni, no. Ampak, kaj je pa pol ta paleta, veš, ko tega, kar pač ti rišeš, a ne? Zdaj, ilustriraš članke, prej si rekel maskote, kaj še kaj ta, veš, ko da bi ti rekel, to pa jaz znam, ne, veš, to pa dečekate hočemo. Veš, česa je bilo bolj, ful je bilo prometa, kaj se vem, 2008, 2009, malo pred krizo, je bilo ful popraševanje po grafičnih elementih za advertising. Kakšni vektorski, ne vem, element, ki neko majhno stvar, ki bo potem na Jumbotu ali pa v reviji, recimo v glasu. Tega je bilo kar, no. In ful je bilo hitro narejen in v redu plačen in je bilo tisto, to je to, gremo to skozi delati. To je sam depra, ker moraš ta odgovor začeti. 2.8, 2.9. Ja, ne, ful se je stvari zgodila, veš, zgodil se je Shutterstock, pa te stock ilustracije, pa ful, agencije so ful strank zgubile, pač firme so šle. Ja, valjda. Ampak drugače, če ne bi bilo tistega stranja, boh ve, no, mogoče bi še zmeraj. Pa kaj si rekel, da si Photoshop ful hitro znal, ne? Pa to. A si, zakaj računalnik? Mislim, ker ta prehod tudi zmeram nekako vprašam, ne? Na začetku prvo prerisuješ, pol rišeš, po eni točki je treba pa na kompu nekaj narediti. Po moje zaradi iger, ne? Ker veš, recimo, da so bili PC špili, ne? So bili res najbolj po Amiga nisem nikoli imel, tam so bili the best, ne, ampak jaz sem tako prešal tu z Spectrum, pa s Commodore, mislim, še ko so imeli sošolci 386, ki sem jaz še kar Commodore kaseto, recimo, Drajsa. To je res. Pa ne vem, pa smo pa kakšne špile nažigali in enkrat se spomnim, da je ena najbogatejša kolegica v ulici, so imeli že VGA grafiko, ni bilo Hercules, ne. In je bil Painter, no, ki je v Windowsih. In mi je tako glava eksplodirala, sem tisto videl, tako pa sem z miško jo vzela, pa sam eno barvo zbrala, pa počečkalec je v zaslon. In pol drugo barvo in sem bil tako, čak. In pol takoj, ko sem dobil 486, kot je bil ta prvi PC moj, sem takoj, ne vem, ko sem zvohil, takoj, ko se je dal dobiti neki Paint Shop je bil. Še prej sem pa v Painterju kar neki izlagal, pa neki pixel premetal pa to. In mi je bilo čist noro. Pa ta Paint Shop, pa Photoshop, pa Illustrator. Ampak tako je bilo, mislim, veš, to je pa svoje kul, če si s Paintom začel, pa si res na začetku začel, veš, so bile tudi druge stvari. Ampak tako, hočem reči, ni bilo tega, jaz pa že ful znam risati, potem pa naenkrat en podstavil pred Photoshop, ne vem, zdaj verzija 6, who cares, ki je bilo to že razvid, pa si tako, what is going on, ne. Pač je bilo ta počasi stopničasto lepo, da si prišel do tega, ne. Ampak jaz tudi mislim, meni je ful smešen, ker jaz sem recimo isti, kar se tega tiče, jaz mislim, da ti špili ful veliko dajo, ne. Kar se tega ne strahu s kompom tiče. Zato, ker če ti enkrat znaš v 3D prostoru v enem špilu, nekaj se premikati, pa streljati zraven, pa bežati, ne, je polka si nekem 2D programu, tudi če je Photoshop, je v bistvu ti zdaš džabe. Tako, veš, kaj mislim? Ni te abstrakcije, tako, res je tako, to je lažje. Sem kar po vesolju letel. Ne, pa se tako malo karikiram, ampak se mi zdi to meni ful važno, no, ker ta je ta glavna razlika. Mislim, da špili kle ful pomaga. Pa ne zdaj, da takoj gremo na, seveda so izobraževalni. To bohe, kako je kle odbučiti. Ampak veš, te interakcije s kompom se mi zdi, pa je tisto ful bolj kompleksna. Tudi jaz, ki zdaj le audio monteram, je v bistvu dosti simpel proti, ne vem, v Homeworldu, v 3D-ju po vesolju ladje graditi. Ja, pač naučiš se, da nekaj tle pritisneš, se tam zgodi, pa s tem, da pri špilu
imaš nek mission ali karkoli. Ja, pa real time je, ne, a veš, Ja, tam, ja. ne. Tako, ja, to je meni ful fascinantno. Zato to mi je pa všeč, da si šel, a ne, sploh pa hvala, čestitam, da si končno šel iz Komodorja, no, gledam, da si šel v majici. To sem v leto. slučajno danes zagral, sem rekel, appropriate. A za aparato, za Ja. še Komodor majici. Ja, grem geekom. Da, to je dosti res. Pa me zdaj, da mal te špile, pa prej, ki si rekel, da risaš, ne. Ki si zašpil, ti kaj je ta iOS game s temi prešiči? Sicer malo je padlo v vodo, Ja. oziroma kar. Ne, ampak se še kaj te vprašam, ampak tako. Veš, kaj me zanima, te bom kar vprašal. V bistvu je, koliko je drugač, ki je treba, veš, koliko je sprej rekel za naročnike, pa je treba maskoto, veš, pa je to pač neka stvar, ki ti izdelaš, pa kaj gre pa oni s tem pač nekaj počnejo. Ne. Tudi, ko s pižancom šnofija, ne, Ja. a veš, je pač tam, pa se lahko pogovarja, ko s pižancom dela, da ga mal disava, zanalaš. Ja. Hrobala s pižancom dela. Ne, a veš, ko pač se nekaj naredi, pa se natisne, pa gre nekam, ne. Koliko je weird delati za nekaj, ki veš, da se bo premikal? Se mi zdi, da je to edina taka stvar, ni, ki jo delaš, ki veš, da bo to. Ja, lej, kot prvo, pri teh pujsih, ki sem se jaz priključil, so bili že zdizajnirani, jih je Žigaljaš dizajniral, mislim, da. Ja, on, ja. Jaz sem v bistvu samo neke ilustracije naredil, ko so bile tako primerane. Sicer so se smo jih zanimirali, kar je meni tako zmeri noro videti. No, se to me zanima, veš, koliko je ta proces drugače, ker veš, da bo. Ne vem, ker se mi zdi, to je res razlika. Veš, nek logo narediti, Ja. pa maskota, ali pa moraš razmišljati o tem, da pa bo pa ta stvar hodila, ali whatever bo počela. Jaz vsak, ne vem, dvakrat na let naredim kakšen animiran gif iz svojih stvari, čistko za štos in potem in je čist krepi, zanimiran, tako totalno amaterski, ampak tako 30 minut gledam tisto vsaj zmeri, tako noro, slina na kotu ust, pa tako. Ja, ne vem, neki noro je videti pač te stvari, ki si jih ti naredil, da zdaj pa neki živi, pa tako, ali pa ne, mini risen, ko si naredil. Ja. To je že kar zadost. Pač. Ampak je to full dela, ne? Realno gledano. Ja, zato mene ne mika. Zato Ja. moram biti res full, ali cajt, full, dolg čas, full, in ne vem, kakšen vesele, da se tega lotam drugače. Meni to tako, zdaj moraš pa to 24krat narisati, da bo 1 sekundo na glavo padel, tako ne. Ja, se to, ne. Tako, enkrat sem narisal, zdaj moram še tokrat, pa bo samo 1 sekunda, tako, kaj stav. Ne, ampak to sem ne vem, s kom sem govoril, kako recimo na YouTubu, ne, a veš, te animacije gor dajo, ne, so že skoraj čisto, mislim, ne da so izumrli, ampak so že tako ful obopavajo, ker ne morejo denarja nazaj dobiti, ne. Zdaj, ker ti rabiš pol leta za 6 minut, ne. Ja, A veš, že strip, ne vem kako. Točno to, ja. A še oni pa ene imaš pa, ki štancajo po 5 filmčkov, ki jih dajo na YouTube na dan gor, ne, in oni valjda lahko živijo od tega, ne, ki gleda v kamero, pa neki lapa, ne. Ja, pa ona ne. ženska, ki odpira Disney igrače in jo gleda 5 milijonov ljudi, ker jaz ne razumem še zdaj. Ja, ti pa 1 let graš. Ja, veš, pa imaš enega modela, ki naredi v enem letu, naredi 7-minutno animacijo, jo da ven, pa je tako, ja, okej, to je to. Zapuru zakon, zapufan, totalno. Točno to, ja. Ne, ampak tako, a pa te mika ta, mislim, mika, se prej si rekel, mora biti dolg cajt, pa vse živo, ne, ampak nekaj se mi zdi, vsaj tako, ker tudi jaz, kar sem tvojega videl, kar si ti narisal, vse hoče malo risanka zgledati, ne. Ja. Tako v najboljšem pomenu te besede, ampak vse hoče biti malo risanka. Vem, sej Okay. imam zdaj sem začel z eno službo, ko delamo, to ne veš, verjeten, delamo eno mobilno igro, ja, in tam delamo zdaj koncepte, in moram kar malo utišati to risankost. Ja, je okay. tudi malo bolj resno. Čist malo. Drugače delaš dobro, vse je kul, da čeko. Samo malo. Kaj pa je pol tvoj, kaj je tvoj stil? A imaš stil? Kaj rečeš? Ja, jaz sem se, dolgo časa sem se bal, da ga nimam, zaradi tega, ker sem, mislim, itak da imaš, ampak tako ne ful prepoznal, ni tako tisto, da bi bil
ful znan potem, mislim, ful, pač, veš kaj mislim. Ja, da bi rekel, ne. ja, da če Kot pa Lavriču vidiš, ko Lavrič. Ja, čeprav tudi on tako ful šalta, z realističnih do teh. To je res, ampak jaz zdaj že vse prepoznam, mogoče in to, ja, tako. Mogoče se je tudi že ustal, ampak če bi se mu dal, bi po mojem še. Ja, to je itak, ja. To sem se en cajt bal, tako tisto, zato, ker sem toliko prerisoval, pa drugih nekih stilov probal, pa čisto enostavno, ko mi je bilo, fajn, čist indie recimo, ali pa čist, pa spet čist, malo že proti Disneyju, mislim, ne, da, veš kaj mislim, ne. Tako spoliran, pa zgloncan. Pa sem se enkrat začel malo sprašovati, tako, a ne bilo boljše, če bi ti imel neki tako izdelanega, pa se tizga držal. Sam mi je dolg čas, to ful mi je dolg čas. Okay. Ja. Pa ne vem, pa sem pa zadnjič z enim govoril, friendom je pa rekel, da pač še prej, ko se niso poznala, je že kadarkoli kaj videl, je to tako je vedel, da je od moje. Tako da očitno je neki, ne, pač nek tak risanka stil, mečken žleht mogoče. No. Ta žleht, ta beseda mi je všeč. Ja, tako malo edgy. Skoraj sem rekel nagajiv, sem se narobil, to ni ta prava beseda. Žleht je bolj, ja. To je dejstvo. Ja. Kako je pa s pižamcem delati? Ja, fajn, zmeri jeva, zmeri pijeva, tako da bez služba. Jaz sem bil enkrat, mislim, da sem bil zraven, ker jaz se pol, kaj, v kino Šiška se dobita. Ja, zdaj prihaja k meni v službo. Aha, okay. V kafič tam odspad. Drugač pa sva že tudi kosla, doskrat, tako na easy, kaj novega, Ker zdaj je knjiga ratala na konc, ne? To so stripi, ki so drugač zapilne. Ja. Zdaj pa dejansko album se to reče. Šnofjeva druščina. Ja. Ki sem jaz enkrat na knjižnem sejmu, sem zraven pižame stal s to knjigo in se daril izjemna knjiga ljudem, ki so mimo hodili. To je najbolj, ki sem jo hodil ful prodajati. Kako dobro, v ne pa zraven staj s kotilihi. Ne, ampak tako, kako je pa tam, ko imaš pižamca, ki ti teksta veš dostavlja? On je, mislim, ko se midva dobiva, je on v bistvu ful na grobo začrtava, v bistvu, ja, kaj se bo zgodilo, potem jaz pa sprot rišem kadre, in to tudi ful grobo, samo krogci pa kvadrati. Lih to, da skomponirava na grobo, kje bo kakšen oblaček, da se te zakonice iz stripa upošteva, da je vse jasno. Potem pa itak on kasneje pošle prav točno tekst, kaj bo, od čist, ne vem, posameznih, ne vem, for pa, ne. Ampak na grobo pa začrtava. Prvo je nek storyboard, verjamem. Ja. Kar se mi zdi tako prav, no, za ta proces, ne smeš vsega čist do konca narediti. Tudi skica ne sme biti ful razdelana, morajo biti prav kvadrati, pa to zato, da imaš pol vesele tiste upremiti z učkam, pa z vsem ostalim. Tako da tudi se mi zdi, da ima on podoben, no, da ve, kaj bo tam, tle bo fora na to temo, potem pa naredi foro, ker se še kaj drugega spomne. Ne smeš čisto vse takoj. Tudi vse ni čisto dober takoj, če prvo izgleda, treba pa malo pregnesti še. Valjda. To je tako, ker jaz pač to imam, to buklo. To se je kar nabral. Tako, ko rečeš, da je album, to je tak izdelek končen. Prej nikoli nisem v filmu, sem vedel, da videl to delati, ampak nikoli nisem vedel, da je to mesa tam, da res lahko. Zgleda tako, res druga. Čist druga stvar deluje. Neka stvar, ki je bila v 100 pilih, jaz ne vem koliko jih. Pa boh ve, kje je za tisto klet. Ampak tako dosti ležiti spada na konc kot bukla. Me je kar malo presenetilo, moram reči. Nisem vedel, kaj pričakovati, videl sem posamične, pa ti slistaš, pa se kar ne neha. Mora biti kar dober film, ker vidiš, da se je tok nabral. Ja. Zdaj pripravljamo naslednjo, material za naslednjo imamo. Za tretjo, drug let nam pa manjka še takega letos rišava. Tako da bo pa zaključen. Ja, pa bo zaključil, pa nimam pojma, kaj bomo naprej. Ali bomo v enem letu 3 narisali, da se bo pa tako je malo težko. Da so išlo. Ja. Čeprav enega od teh, ki bojo zdaj šli gusari, gusarski zaklad, ta je bil narejen tako v enem dušku, oziroma tako v enem tednu, ampak
vse smo naskicirala, pa domiselna v enem tednu. Se nek plot mora biti, ne, če ne. Ja, ampak so ugotovili, da ni zdaj. To je bil namreč pomislek od uredništva, ker je tako epizodično, da mogoče ne bo palil, zdaj, če bo skupaj. Zato smo tudi eno naredila tako na dušek. Ne? Da je mišljen tako, da... Ja, ampak ni dosti boljši spadl, tako da... Ja, mislim... Pa dobro, po drugi strani se je tudi odvisen, za kva gre, ne? Se mi zdi, da kle nekako pali, da pol, če zapakiraš v kos, ne rata tako, da bi, ne vem, maile dal na kup, rekel, to je roman, pač res ne spade tako, da ima neko logiko, ne? Saj mema, ne? Ja, tako da ne vem, kaj to pomeni, ampak gremo reči, da nekaj pomeni. Zdaj gre drugače na ta zadnja vprašanja, ne? Okay. Ki se jih vedno lotimo v tem aparatu, mi lotimo naše visočanstvo. Tako zdaj pižama govori, odkar je avtor. V glavnem. Tvoja strojna oprema, ne? Telefon, komp, pa kjer ga vakoma imaš, ali kaj moramo vprašati? Ta moment imam zdaj doma. Imam iMac-a, pa Cintiq. Zdaj, Cintiq je ta fancy vakuum, ne? To sem se že naučil. Ja, on z monitorjem. Zdaj, vem, da se to sliši tako, ta tip je res bogat. To je samo pomen, da freelancam in da ti ne plačajo po en let honorarja in potem žreš polento, pa ne vem kaj, pa se ti pa decembra usuje in greš kupiti to stvar. In tako si že navajen na pomankanje. Pa še zmeraj ješ polento, ne? Ja, imaš pa vakuum. To vakuum, to fancy, ne? Ja. Okay. Kaj ima telefon? Telefon sem od pižamca rabljen kupil iPhone 5. Ne toliko zaradi tega, ker je bil iPhone, bolj zato, ker se ga je on hotel znebiti, jaz sem pa lih vsel Nexusa. Aha, ok. Drugač bi pa Nexusa, ja. Nožil srce. Sorry. Ja, se vem. Kaj pa tablica? Kakšna poleg vaj tist naštel? Ne, zdaj nobene še nisem imel, gruntam pa, da bi kakšnega iPada nekoč mogoče. Ti ga skoraj moraš, zdaj moraš pred projom, moraš že malo gledati. Tale Pro, ja. Ful dobro zgleda, pa tist svinčnik. Ja. Sam nekje bi mogel sprobati, da vidim, koliko to, pa malo raziskati, kakšen software že obstaja, koliko resno lahko. Ne. Kaj sploh delaš? Ja, a lahko recimo, ful me zanima, kako je z vektorji, recimo, ne, to bi mi bilo ful zanimivo. Ja, pa je, da jaz kar sem bral, enemu modelu sledim na Twitterju, ki dela za Pixar, veš, že 100 let. Rekel, da je tako najboljši palm rejection na teh stvareh ever, ne, recimo, kar se mi zdi ful pomemben. Ja, ja. Da tablica ve, kva je roka, gor na zaslonu, pa kva je svinčnik. Ja, se nasplošno hvalijo, ja. Ja, tako, da to je dosti novo. Ne more biti slabo, ja. Ja. Je pa res, da zdaj imaš tudi to manjšo verzijo od zunaj, ona je res draga, ta velika, ne? Imaš to 12,3, zdaj imaš pa 9,7, ki je pa tudi svinčnik podpora. Ne? Ja, se to, zdaj... to v bistvu nisem zdaj čist vedel. Jaz sem mislil, da sem za Pro. Ne? Ja, ampak to je zdaj ta nov Pro, ne? To je bilo zdaj objavljeno, zdaj je bila 3 tedne nazaj bil event. Okay. Sedaj pa še manjšo, ki so toliko velika, kot je obični iPadi, 9,7 inčev zaslon, ampak je Pro, ne? In ima svinčnik in vse tisto, kar ima ta velika. To je bilo zanimivo. Mislim, kad tisti Pro je kaj, začne se pri Jurija in to moraš res nekaj upravičiti. Se ta je tudi malo dražji, ampak je pa bolj znosna cena, je pa tako kot dober laptop, recimo, ni nek denar, veš, izven pameti. Je pa nek True Tone display, ki meni nič ne pomeni, ker sem farbom blind, ne. Ampak pa je neke barve, reprodukcijo, neki fancy za vas, ki znate risati. No. To pa ne jaz, ker to začne, čim so barve, jaz kar neham brati, se mi ne da, kaj brez veze. To moje pa dobro, ja. Zaslone moje kar. Ja, čeprav Samsung zadnje cajte zmaguje, veš. O moj bog, poglej, sam enka ima te edge, poglej te OLED zaslone, to je kičast, ko so dali, res noro je. Res. Ja. Ker, moram probati. Probi. Sorry, sem ful zabredla. Kar se softvera tiče, bi pa te bom raj kar vprašal za telefon. Ne. Kaj je tisto, kar največ uporabljaš? Od Apple. Shutterstock, pa ta družbena omrežja, kaj še bančništvo, Okay. Tošel. Tošel forever.
Čeprav ta nov nisem čist dojel še. Jaz ga nisem, ta novega imam sam na webu, ne. V bistvu komi čakam, da prijem na telefon, ki mi je všeč. Ja, za to še ni. Ne, za Androida je še ta stara verzija. Okay, ker vsake tok časa odprem, pa gotovim, da je tisto bilo full simple. Jaz sem pa glih kontra, jaz sem pa tok, v bistvu na webu mi je toliko všeč zdaj ratal, ta nov. Aha, si že vse. Ja, vse dojel, da si tako, dajte že narediti. Ne, Matic, če poslušaš. Ja, res ful komiča, sorry, ampak res, jaz sem pa glih kontra, sem že opadko, niso mi rekli tako, kaj jaz, ne, pa tudi tako sem že slišal, ne, da je bila ta prejšnja verzija, jaz sem pa zgled tuk mi je bolj vse, da je noro, no, tako da res, come on, sorry, kaj še? Igrce. Kaj to? No daj, ajde, kaj še? Kaj je bila že tista veli varianta? Monument Valley. Monument Valley, ta je bila full. To ste tudi vsi, ki rišete navdušeni. Ja. Vse res je ena lepših stvari. Ne? Ja. Eno bizarno, ki je noben ne igra, pa že kar stara Monsters Ate My Condo. To igram, ki blesom, sploh ne vem zakaj. Ja, ne vem. Še kupil sem neki noter, ki je in-app. Ja. Poljo imaš res rad. Ja, res je, ful mi je fajn. Pol, kaj še? Gesundheit, to je tudi še kar taka malo bizarno indie. Kot enega majhnega prašička, ki pluva šmrkle. Okay. Ful smešen. Taka puzzle, to ful rad špilam. Probal sem Simpsons Tapped Out. Ja, jaz tudi. Na začetku je bilo hecno. In pa se konča. Ti se konec zdaj grmov je kupoval. Ja, too much. Ja, narejen je bilo tako, da bojo in-appi zaslužili. Ne? Ja. In pol te mal mine. Ne? To je kar dejstvo. Ja. Kaj še drugega? Ne vem, te bančniške se mi zdi, da so ful... Mislim, ful let uporabljam s temi... Ko fotkaš položnico, to je... Ja, to kar zmaga. Ker magic je malo, ne? Mal je magic to. Ko sem to videl, sem rekel, to sem čakal. To smo vsi čakali, se mi zdi. Ja, ne? Tisto kucanje noter teh številk, pa sem to prav čist blesal pri 10 položnici. Ja, je tako. Ja, to je kar Viktor, ja, kogarkoli obrneš. Ja. Pa še zadnje vprašanje, ne? Ki je vedno isto. Če bi mogel izpostaviti eno fizično stvar, ne? Ki ni tvoja babi, se pravi, mora biti stvarno človek, ki misliš, da je bila narejena zate, lahko jo še imaš, lahko jo nimaš več. Kaj bi to bilo? Tako da je bilo res narejeno zate. Ne vem, košarka mogoče. To skoraj šteje, žoga lahko reče. Žoga, ajde, ampak basket žoga. Ja, basket, definitivno, ja. To je pa res vesele, no. Sam sem ti že rekel, ne, pač... Ja, naprej sem začela snemati sva jamrala. Ja, sva jamrala v sklepih na enih bogih. Ja, to prinese za sabo, ne, pač ta leta igranja, še posebej na kakšnem asfaltu, to te unič. Ja. Tako da ja. Emšo je neprizanesljiv, se temu reče. V bazenu je košarka, menda se zdaj igrati. Ja, to ni košarka, ne, to bavi, da je samo približek, ne. Sam za sklepe mora biti pa ful boljš. 17krat boljš, neprimerno boljš, to se pa strinjam. Ja. Ok. Matej, kar si bil v aparatusu. Yeah. Ja, tako da... Čau, mami. Hvala, pa reč adijo. Adijo, se vidimo, slišimo, ne, kaj? Se poslušamo? Se poslušamo? Tudi to je weird. Ja, ful čudno. Ajde, čau. Ajde. Tole je bila 125. epizoda Aparatusa. Mateja najdete na Twitterju pod @matej_dečeko, pa idete sami pogledati, kje so C-ji in to. Jaz sem na Twitterju @ZT, tako da nam lahko tam težite. Za konc pa tako, kot vedno, res ful hvala za vso podporo, za unega poslušate, delite tale podcast, prosem pa unim, ki greste šli že na aparatus.si/podpri ali pa na /šalca, pa nas tudi finančno podprli, ker brez tega ne bi šli več. To je to, do naslednjič, že spet bo valjda v sredo, čez 2, no. Uživite. Čau.